Dober dan, dragi moji. Danes bomo govorili oziroma odgovarjala na vaša vprašanja. Kot sem že povedala, na planetljubezni@gmail.com sprejemam vaša sporočila, vaša vprašanja, vaše izzive, vaše težave, na katere vam pol odgovarjam v videu. In približno dva vprašanja sta približno enaka, tako da jih bom kar prebrala. Se pravi, draga Nataša, zelo sem hvaležna za vse tvoje videe, bla, bla, bla. In da si gospa želi, kako bi se dvignala ven, da se je totalno izgubila in potopila. Da enostavno ne vidi ničesar. In podobno vprašanje se je tudi zvrstilo, kako iz dna v bistvu se dvigniti malo više, da se bomo boljš počutili. Zdaj mi, vsi tisti, ki me spremljate na tem kanalu, veste, da smo energetska bitja, da smo vibracijska bitja. In vse, kar je naša naloga, je to, da dvignemo svojo vibracijo. V bistvu, da poskrbimo za dvig svoje energije. Zdaj, na tem kanalu se bomo srečevali in bomo govorili o vizualizaciji, o meditaciji, o govorjenju nove zgodbe, o vseh teh korakih in metodah, ki sem jih jaz uporabljala. Kaj je zdaj meni pomagalo, da sem se dvignala iz depresije? Da sem se dvignala iz popolnega dna. Nisem bila sam kar se tiče zdravja na dnu, bila sem tudi na finančnem dnu, bila sem psihično na dnu, bila sem bolj na dnu, mislim, da ne gre, kakor sem jaz bila. In kaj je meni v bistvu mi pomagalo? Zdaj, kakor boste to sprejeli, kar vam bom povedala, boste pač sprejeli. Ampak najbolj mi je pomagal stavek, da sem za popolnoma vse sama odgovorna v svojem življenju in nihče drug. Ker lepo sem druge krivila, vsi so bili krivi, od staršev, kako otroštvo so mi dali, do otrok, kako me jezijo, do učiteljev, do mentorjev, do televizije, do države, vsi so bili krivi za mojo nesrečo. Ampak ko enkrat človek prevzeme odgovornost za svoje življenje, ko vzame življenje v svoje roke, ko ve, da je nekaj najmočnejšega, kar na tej zemlji obstaja, močnejši od vsake misli, močnejši od vsake krivde, močnejši od vsakega samoobtoževanja, močnejši od vsake bolezni, močnejši od vsakega strahu, potem prevzemeš odgovornost v svoje roke, prevzemeš življenje v svoje roke. In to sem naredila. Se pravi, pogledala sem se v ogledalo in sem si rekla, za popolnoma vse, kar se ti dogaja v življenju, si odgovorna sama. In glede na to, koliko denarja imaš, in glede na kako je tvoje zdravstveno stanje, in glede na to, kako je tvoje ljubezensko stanje, za popolnoma vse sem sama odgovorna. In to je meni spremenilo življenje. Seveda ni šlo, ne vem kako lahko, ker na začetku, ko v bistvu razumemo ta stavek, da smo sami odgovorni za svoje življenje, gremo spet lepo še v vlogo žrtve, ker smo to navajeni. Ampak kaj vam želim danes predati? Želim, da vam je ta video lahkoten. Tu smo na enem gledališkem odru, če lahko temu tako rečem. Igramo igrico. In zdaj so nam rekli, ok, ali pa meni so rekli, jaz sem si izbrala, jaz bom igrala vlogo žrtve. Jaz bom igrala vlogo ubogega jaz. Jaz bom igrala, da sem v depresiji, da hočem samomor narediti, da sem najbolj bogo bitje na celem svetu. In to sem se jaz čez afirmacije, mantranje, govorjenje, besedo lepo naučila. Bila sem najbolj bogi človek na celem svetu, ki ga ni nihče razumel. Nihče, popolnoma nihče. Zdaj, kakor boste razumeli, pač vaša stvar. Jaz vam govorim popolnoma iz svojih izkušenj in to je meni res najbolj pomagalo. In na eni točki se je Nataša odločila, ok, zdaj pa jaz ne bom več v vlogi žrtve, ampak to vlogo žrtve je treba prepoznati, ker mi jo tako lepo igramo, da za nas postane totalna resničnost, realnost. In verjamemo, da je temu tako res, da je to prav in da smo res najbolj bogi. In potem sem začela igrati, kaj? Vlogo zmagovalke. In to sem se jaz odločila, da grem po zmagovalko. Ker ta vloga, dovolj sem jo imela, enostavno sem imela dosti te žrtve, dosti sem imela tega pomankanja denarja, dosti sem imela
te depresije, teh črnih misli, 24 ur na dan, sam misli o samomoru, sam misli, koliko me noben nima rad, sam misli, koliko sem grda, koliko sem debela, koliko sem nikakva in tako naprej. In jaz sem imela tega dovolj. Kot neka entiteta, kot nekaj, kar je v meni noter, jaz tega nočem, jaz tega ne želim, čeprav sem bila tik pred tem, da samomor naredim. Tik pred tem, meni je še manjko samo korak, kako ga bom naredila, samo to mi je še manjkalo, ne. In pol tisto zavedanje, ne, mene pa taka otroka moja ne bo ta gledala, ne, tam nekaj razpeliskano po tleh, ne. In to me je v bistvu rešilo. In pa sem začela delati korake, ki vam jih tu v teh videih delim, samo svojo pot vam delim, čist nič druga. Se pravi, začela sem, glede na to, da smo mi v teh ustanovah ti dajo zdravila. Jaz sem imela antipsihotike pa antidepresive. Ok, rečejo, to so zdravila. Zdaj pa jaz vas vprašam, kako je lahko zdravilo nekaj, kar ni iz narave, glede na to, da smo mi iz narave, smo bitja narave. Kako je lahko? Vi si sami odgovorite, Ana, jaz vas tu ne bom nič poseljevala z svojim prepričanjem, Ana. In sem začela izhajati iz narave. Če sem jaz iz narave, bitje iz narave, se pravi, moram nekaj iz narave vzeti, da bo meni pomagali. Jaz še vedno sem trdno prepričana v to in verjamem, da za vsako tegobo, za vsako bolezen, za karkoli želite, raste rožica v naravi. In to stojim za tem in bom vedno stala. In sem začela imati CBD kapljice, kurkumo, ašvagando, potem začela sem vsako jutro piti C-vitamin, pojačano dozo, limona, pomaranča plus C-vitamin, ko sem si ga kupila, z največ enotami. In kaj sem še začela? Začela sem vsak dan hoditi. Prvi mesec, dva sem se jokala zraven, ko sem na bližnji hrib hodila gor. Ne, nisem mi dal, ne, ego mi je govoril, ne rabiš ti tega, ne zmoreš ti to, ne bo ti ratal, ne bo ti uspel, ker bo doma, pa ker smil se sama sepne. To pa ego govori za tega, ker nas hoče pustiti v tej coni udobja, ker nam v bistvu ni udobno, ne? Se pravi, coni neudobja, ne? Ker nas želi ego pustiti v coni njegovega, svojega udobja, ampak to ni naše udobje. Zato, ker še enkrat vam ponavljam, smo bitja iz narave. Narejeni smo za to, da tekamo, da se gibamo, da plezamo, da vriskamo. Naše naravno stanje je stanje sreče, radosti, veselja, hvaležnosti. Naše naravno stanje je stanje brez bolezni, stanje brez pomanjkanja na bilo katerem področju, tudi finančnem, zdravstvenem, ljubezenskem. Vse ostalo ni naše naravno stanje. In kaj sem še delala? Pridno sem brala knjige, pa ne samo, da sem jih brala, ker če boste brali knjigo, niste čisto nič naredili. Vso to znanje sem vsakodnevno vpeljevala v svoje življenje. In po mesecu, 2, 3, če vam čisto pošteno povem, 4, 5, lahko rečem, da se ni nikjer nič poznali. Nikjer, ni se videli neke spremembe. Razen da Nataša ni imela več misli, prvi moj korak je bilo pa, ok, če sem jaz močnejša nad svojimi mislimi, se pravi, jih bom jaz zbirala. Jaz odločam, katere misli bom mislila. In zato sem se to naučila. Ko je misel bila nekje tu, sem jo zaustavila in sem si dala misel, katero sem želela misliti. In sem to vadila. In sem prišla, ne vem, na 1000 misli, ki so me peljale in tudi občutek do tega, da naredim samomor. Potem sem prišla na 100, potem sem prišla na 10 na dan, potem sem prišla 1 na teden, 1 na mesec. Danes teh misli več ni. In če tudi se pojavi, rečem, živijo, si me prišla pogledat, ok, super, ne služiš mi, jaz bom raje mislila, koliko zdaj uživam na Havajih, se lepo sončen, pijem svoj koktejl, brezalkoholni in to je to. Jaz zbiram, kaj bom mislila. In če zdaj povzamem, vse skupaj, kot vidite, ena iluzija, lahko rečemo ena laž. Ali pa resnica, kakorkoli vzamete. Ampak jaz vam na vaše drage srčke polagam. Živite, naučite se živeti to vlogo, ki jo vi želite. Če je to vloga milijonarja, v redu, ste lahko milijonar. Če je to vloga zmagovalca, karkoli za vas pomeni zmagovalec, ste lahko zmagovalec. Če je to vloga, ne vem, neke učiteljice, naučite se biti ta učiteljica, vse se lahko naučite. In če prej, ko sem omenila, brala knjige, poslušala sem videe, hodila sem na terapije, se pravi, z različnimi orodji sem si pomagala.
Kaj bo z vami resoniralo, si sami izberite, jaz ne morem vedeti. Mogoče lahko komorkoli s svojimi videi spremenim življenje. Lahko pa vam sam to rečem. Če je uspelo meni, lahko tudi vam. Čist nič več sreče jaz nimam, ko jo imate vi. Čist nič več znanja jaz nimam, ko ga imate vi. Čist nič več modrosti jaz nimam, ko imate vi. Vsak nosi svojo resnico v sebi, vsak nosi svoje modrosti v sebi. In kar naenkrat se vam bojo odprli talenti, kar naenkrat se vam bojo začeli dogajati čudeži, kar naenkrat boste rekli, jaz pa res rad živim življenje. Življenje je res lepo. In jaz vedno rečem, življenje ljubi mene in jaz ljubim njega. Ampak včasih ni bilo tako. Jaz sem črtela življenje, jaz sem sovražila življenje. Jaz sem res, iz nad duše sem sovražila, da živim na tej zemlji. Danes pa sem s točno enakimi pogoji, kar vidimo od zunaj, najbolj srečen človek na svetu. In to si dobro zapomnite, skozi nekih hrepenimo, po avtu, po partnerju, po več denarja. Kaj jaz vprašam ljudi, ko pridejo k meni na coachinge ali pa ko imamo prek telefona coachinge? A spiš pod mostom? A si bos? A si lačen žejen? Vedno dobim odgovor ne. Lahko si najbolj srečen človek na svetu. Imaš čisto vse za to, da si lahko srečen. Ne spiš pod mostom, nisi lačen, nisi žejen. Lahko si najbolj srečen človek na svetu. Vse ostalo je neko bluzenje pa neko primerjanje z drugimi ljudmi. Res je, da tudi vi lahko imate hišo, res je, da lahko imate bazen, res je, da lahko imate bilo kjer avto, kjer ga hočete, res je, da lahko greste kadarkoli na Havaje, da lahko imate to finančno obilje. Ampak nič bolj srečni ne boste. Tudi če vam jaz zdaj dam milijon, tudi če vam dam tistega partnerja, ko si ga želite, tudi če spremenim vašega otroka v to, kar vi želite, vi ne boste srečni, vi boste še vedno nekaj našli, da lahko jamrate, da lahko se pritožujete, ker to pač delajo žrtve. Jaz sem vedno tu iskrena do vas, da je kdo bo to sprejel, bo sprejel, kdo ne. In mi je popolnoma vseeno, zato ker te besede so meni pomagale, te spoznanja so meni pomagala. Zato ker sreča se nahaja tule noter, je vsakmu od nas, ni je tam ven. Ne bo vas avto naredil srečnega, ne bo vas priden otrok naredil srečnega, ne bojo vas petke v šoli od vašega otroka naredile srečnega. Vi ste lahko srečni kljub temu, da ima otrok negativno oceno, vi ste lahko srečni kljub temu, da nimate avta. Denar, obilje, to obilje ni pogoj za srečo. Jaz sem srečo našla v enakem stanovanju, z enakimi otroci, z enakim starim avtom, pa enako brez denarja. Pa sem postala najbolj srečen človek na svetu. Ampak zdaj vem, kaj pride za tem. Zatem pa pridejo nagrade, zatem pridejo čudeži. Jaz sem nekaj vložila v to. Moj fokus je v ozdravitev bil, moj fokus je v finančno obilje, moj fokus je v obilje partnerstva, v obilje ljubezni. Ja, normalno, da je logična posledica, da me vse to čaka. In še eno spoznanje. Se pravi, jaz sem bila čist na dnu. Naslednji korak je bil narediti samomor. In ko se jaz pogovarjam z mojo prijateljico, jočem, bile smo za neke podjetnice na nekem seminarju. In jaz jočem, ona mi pa reče, Nataša, si ti predstavljaš, kaj bi bilo, če se ti iz tega dna obrneš in se dvigneš gor. In ko sem jaz to sliko videla, mene je to rešil, ta stavek. Se pravi, zdaj sem čist dol, pa bom pa čist gor. Se pravi, točno to, kakor si dol, se lahko za gor obrneš. In to mi je bilo fascinantno spoznanje in vse, kaj jaz hočem, jaz grem gor. In še danes delam korak za korakom, vsak dan vadim, vsak dan meditacija, vsak dan govorim novo zgodbo, to, kar si želim. In to globoko, ko sem bila, toliko z veseljem pogledam tja gor, kaj me čaka. In tudi vi lahko vidite tja gor. Ko se naše misli umirijo, ko se tule poglobite v vaše srce, v vašo dušo, ko se glava sprazne, ko se umiri to vse skupaj, vi vse vidite in vi vse vete. Ti stavki so meni šli včasih strašno na živce, ne? Kak jaz vidim, kak jaz vem, pa to je nemogoče. Vsi odgovori so v tebi, so vsi govorili, ne? Vse je v tebi, ne? Ampak jaz vam iz prve roke povem, da je resnično vse v nas in vse lahko vidite. Vi lahko vidite, kje boste živeli, vi lahko vidite svojega partnerja, vi lahko vidite, kakšne finance imate, vi lahko vse vidite. A ne, ampak tu se gre, ker za vesolje, recimo zmanifestirati 1 evro ali pa milijon evrov je popolnoma enako. Sam nam se zdi nelogično, da lahko jaz jutri recimo zmanifestiram, ne vem, dvorec, sem se zdaj spomnila, ko sem zadnjič video gledala, ne.
Jaz upam, da sem vam to sporočilo predala. Drugače pa res ljudno vas vabim, da na planetljubezni@gmail.com napišete sporočila v videu, vedno odgovorim na njih. Napišite mi pol pod video komentarje, kako se vam je zdelo, kaj pa vi delate, dajmo en drugega podpirati, pomagati si, pa še vi napišite recimo pod ta video, kako ste vi prišli ven. Na vprašanja odgovarjam tu, preko videov, lahko pa tudi se naročite za coachinge preko telefona, ne rabite nikamor hoditi, zelo vas lahko tu podprem in zelo se vam lahko življenje spremeni. Tako da jaz verjamem v vas. Enkrat je rekla ena gospa, da verjame v mene. Jaz nisem verjela v sebe, niti na eni točki svojega življenja nisem verjela v sebe, ampak ona je verjela v mene. Danes vem, da je res verjela, tako jaz verjamem v vas. Tako da radi se imejte sebe in druge, se vidimo, hvala vam, da me gledate, hvala vam, da me spremljate. Čau, čau!